Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane v oddaji Evropski utrip. Tu je tokrat z mano na Skype povezavi vodja slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki v Štrasburu, dr. Milan Zver. Lep pozdrav iz sončne Murske Sobote v Štrasbur. Ja, tokrat pa mi nimamo sreče, da bi lahko vrnil enak pozdrav, je dokaj oblačno, ampak vseeno, prisrčen pozdrav. Oblaki so tudi seveda nad političnim dogajanjem v Sloveniji. Morda ste kaj spremljali nočno interpelacijo, ki se je končala nekje okoli 1 zjutraj. Zanimivo to, ne? Ali je možno, da bi v Evropskem parlamentu večinska, torej EPP, koalicija z socialisti glasovala proti lastnim sklepom, ker bi jih na ta način v mišjo luknjo potegnila opozicija? No, verjetno ne. Tudi klasična interpelacija v Evropskem parlamentu ni možna. Je pa res, da se obe stranki, ki sta najmočnejši in ki nosita največjo odgovornost za delovanje evropskih inštitucij, tudi Evropskega parlamenta, to je Socialdemokrati in pa Evropska ljudska stranka, držita dogovorenih sklepov. In tudi koalicija, zlasti na začetku mandata, ko se spostavljajo ključne strukture, delijo funkcije in odgovornosti, moram reči, da dobro deluje. In danes slišim, da se je tudi predsednik Šulc, ki je podpisal pogodbo z našim predsednikom Jozefom Dolom na začetku mandata, da bo prevzel samo za prvo polovico mandata predsedniško mesto, da se postavlja z tega mesta in da se seli v Berlin, kar pomeni, da so pred nami novi pogovori o tem, kako zapolniti to najpomembnejšo funkcijo v evropski inštituciji, to je predsedništvo Evropskega parlamenta. Dajva končajva z tem, bom rekel, slovenskim dogajanjem. Namreč v torek ste odločali o deklaraciji povezano z pristopnimi pogajanji Turčije v Evropsko unijo. Vse kaže, da Erdogan, kako bi rekel, nateguje gumico, da bo slej ko prej počila. Ja, očitno se odločil za tako nepartnerski pristop. Namesto, da bi se Turčija izkazovala, zlasti turški režim, kot tisti, ki je vreden članstva v Evropski uniji, pa Erdogan naredi vse, da dokaže ravno nasprotno. Tudi zaradi tega je Evropski parlament z veliko večino sprejel sklep, da se pogajanja z Turčijo zamrznajo. To je sicer dvorezen meč. Lahko razumemo vse tiste, ki so nekoč podpirali članstvo Turčije v Evropski uniji. So določene razloge, da bi Turčija v perspektivi lahko postala članica Evropske unije, ampak seveda pod določenimi pogoji, ki so znani vsem, in tudi vse novo pristopne članice Evropske unije so morali te pogoje uresničevati in Turčija ne bi imela tu nobenega privilegija. Nasprotno, morali bi dokazati, da izpolnjuje vse kriterije za vstop. Ampak očitno je Erdogan ugotovil, da tega ne bo mogoče v doglednem času. Mislil je celo, da bo malo izseljeval Evropsko unijo z tem sporazumom v zvezi z migrantsko politiko, vendar mu to očitno ni uspelo. Sedaj bomo videli, kaj se bo zgodilo, na kak način bo nagajal Evropske unije. On je praktično poniževal tako Evropski parlament kot evropske inštitucije. In lahko se zgodi, da bo poskušal ponovno odpreti vrata oziroma omogočiti pritisk po balkanski migrantski poti. Vendar v tem času jaz mislim, da je Evropa že veliko bolj pripravljena, kot je bila lani na morebitni prihod novih ilegalnih migrantov v Evropsko unijo po tej trasi. Zdi se mi, da je s tem, ko je Angela Merkel napovedala še 4. mandat, oziroma kandidaturo za 4. mandat nemške kanclerke, da je nekako zaostrila retoriko proti Erdoganu. Ja, čeprav Angela Merkel se še mu ni odrekla temu sporazumu in tudi ona osebno še ta hip ne podpira sklepa Evropskega parlamenta o zamrznitvi odnosov z pogajanji z Turčijo. Vendar mislim, da se bo kmalu sprijaznila s to zadevo in da bo tudi to odločitev Evropskega parlamenta, ki je bila z veliko večino sprejeta, akceptirala. Res je, zadnje dni je ponovno poudarila željo, da bi kandidirala še za 4. mandat za nemško kanclerko. To je zelo pogumna odločitev, glede na to, da je zadnje čase, ravno zadnje migrantske krize, njen ugled nekoliko upadel. Vendar Nemčija ima povsod drugje izjemno dober rezultat, oziroma nemška vlada
tudi sama je podarila, da Nemci še nikoli niso tako dobro živeli kot ravno v zadnjem času in Nemci racionalno izbirajo, ne izbirajo v afektu, volijo na podlagi resnega razmisleka in zelo verjetno je, da bo Nemčija dobila še, oziroma Angela Merkel dobila še en mandat v prihodnjih zvezdnih volitvah. No, te so na vrsti šele septembra naslednje leto. Greva na neko drugo področje, čeprav gre zopet znova za svojevrstno medijsko vojno, ki se jo grejo zlasti Rusiji proti Evropski uniji, seveda pa tudi tista medijska vojna, s katero pa islamska država v narekovaju bombardira evropske inštitucije. Res je, Rusija je zelo aktivna, proaktivna v tej svoji propagandi in pa kibernetski vojni proti Zahodu. Seveda z jasnim ciljem ona poskuša vplivati na zahodno javno mnenje, da bi oprostilo vse njene grehe, če se tako izrazim, ki jih je povzročila v preteklih letih, vključno z aneksijo Krima. To je seveda z vidika mednarodnega prava nesprejemljivo, zaradi tega je Evropska unija jasno povedala, da Putinov režim ni več partnerski režim, torej nima statusa partnerja Evropske unije. Morda bi to morali že narediti na samem začetku, ko so podobno naredili leta 2008 v Gruziji. In če bi takrat Evropska unija bolj ostro reagirala, verjetno do Krima sploh prišlo ne bi. Ker pa ni, ker smo tudi po tej agresiji na Gruzijo ponudili Rusiji še dodatne sporazume in tako naprej, je Rusija to razumela kot, da ima proste roke, oziroma Putin je to tako razumel in dejansko pritiska vojaško na celotno vzhodno območje Evropske unije, zlasti močno tudi na baltske države. Kaliningrad oborožuje, opremlja z raketnimi sistemi, kar je zelo nevarno. Vemo tudi, da baltske države niso obrambno najbolj sposobne, da računajo na člen 5 alianse NATO, da če se kaj zgodi, da NATO posreduje v baltskih državah. Glede na nejasne trditve opredelitve novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je situacija toliko bolj napeta na vzhodu Evrope, zlasti pa v baltskih državah, zato ker so nekateri njegovi svetovalci dejali, da zaradi baltskih držav ne bodo tvegali tretje svetovne vojne. To je bilo zelo slabo sporočilo za vse Balte, predvsem pa zelo dobro sporočilo za ruskega predsednika, ki lahko dosega svoje zunanje politične cilje na tako trdi način. Dejstvo je sicer, da se vroča juha, kot se skuha, ne poje, tako je tudi verjetno bo pri Trumpu se marsikatera stališče, ki ga je izrekel v času predvolilne kampanje, ublažilo, omililo ali celo predrugačilo, kar je že dokazano z nekaterimi sedaj napovedmi. Je pa nekaj res, namreč Evropa sama mora najprej sama pri sebi razčistiti, kar se tiče obrambnih sposobnosti in šele potem računati na neko, bom rekel, solidarno pomoč, ne vem, Američanov. Ja, točno tako. To je bilo tudi osnovno sporočilo resolucije, ki smo sprejemali v zvezi s poročilom o obrambni uniji. Torej, Evropska unija se prvič stavi na neko svojo lastni obrambni koncept. Zlasti Francija in Nemčija so tukaj glavni pobudnici. Predvsem Francija je zanimiva, ona je, de Gaulle je leta 1966 izstopil deloma iz NATO, zlasti iz poveljniških struktur in Francija sicer poslej tudi sodelovala, močno bila prisotna v akcijah NATO, zlasti na Balkanu, ampak vendarle do leta 2009, ko je Sarkozy ponovno vključil v polni meri 100% Francijo nazaj v NATO, je nekako ohranila distanco in govorila bolj o čisti suvereni francoski obrambi. Tudi poslej je Francija imela tako dokaj suveren pristop na področju obrambe in ta nov pristop, evropski pristop k obrambni politiki se mi zdi, da je kar koristi, prav tako tudi Nemčiji. In jaz sem prepričan, da se bo na teh področjih zgodili pomembni koraki, da bodo Evropska unija, zlasti sedaj, ko pravijo, da je po ameriških volitvah, da je potrebno sprejeti določene ukrepe, da je tudi prav tako. Evropa mora biti iz vojaškega vidika veliko bolj učinkovita. V primerjavi z Ameriko doseže učinkovitost evropske obrambnih sil 17% v primerjavi z Ameriko, pri čemer imamo približno
enako število vojakov in pa vojaških kapacitet. Tako da to se bo v perspektivi zgodilo pod pogojem, da bo Evropa veliko več vlagala v obrambne strukture, ko se sami ugotovili, sami moramo poskrbeti za svojo varnost. To pa pomeni za mnoge države podvojitev vložka v obrambne strukture. Tudi za Slovenijo, ki bi morala vlagati 2% bruto domačega proizvoda v obrambo, pa vlaga manj kot 1%. Torej časa za to, da se zanašamo, da bo nekdo drug opravil določene storitve za nas, tega več ni. Milan Zver, končajva pogovor z neko prijetnejšo zadevo. Včeraj ste namreč podelili Luxa, to je nagrada Evropskega parlamenta filmu, in sicer je tokrat dobil nagrado film Tonija Erdmana. Kaj več o tem filmu, čeprav ga v Ljubljani že lahko gledalci vidijo na festivalu Live? Ja, režijo je opravila Marjen Ade. Film z naslovom Toni Erdman je pa očitno požel največ uspeha v Evropskem parlamentu, oziroma dobil največ podpore, kajti evropski poslanci smo vsi glasovali izmed 3 filmov in izbrali tega. Film je dober, ker prikazuje na lahek, humoren način, recimo ne samo družinske zgodbe, ampak zgodbo, ki je povezana z Nemčijo, Romunijo, Avstrijo, torej gre za film, ki se ga lahko lastijo kar 3 države, ker poteka zgodba v teh 3 državah. Jaz mislim, da vsako leto dobiva ta nagrada večji pomen. Spomnimo se, predlani je nominiral tudi Razredni sovražnik, torej slovenski film, ki je bil prav tako zelo dobro pohvaljen. Najbolj se pa spomnim enega nemškega filma z naslovom Die Fremde, tujka, izpred nekaj let, ki je govoril o teh kulturnih konfliktih med recimo turško manjšino v Nemčiji. Skratka, vedno zmaga tisti film, ki govori o evropskih dimenzijah, o evropskih problemih, o prihodnosti, čeprav z vidika posameznika ali pa družine. Jaz sem pripričan, da nam bo uspelo ohraniti to priznanje. Nekateri so seveda proti v evropskem inštitucijah, ampak glede na to, da se potem ti filmi prevajajo čisto vse evropske jezike, ima tudi recimo filmska publika nekaj od tega. Naredimo tukaj za danes piko. Hvala lepa za pogovor in vse dobro v Štrasbur. Hvala tudi vam. Svidenje. Mi pa se vidimo čez mesec dni. Srečno.